Prihajamo na 9. točko dnevnega reda. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2024. Predlog načrta je objavljen v gradivu številka 8, predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan. Poročevalke Maja Sušnik, Marija Kos in Nika Ovijač. Besedo predajam Maji Sušnik. Maja, izvoli. Hvala lepa. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za manjše nabave oziroma prodaje sprejme župan občine Kamnik v skladu s določbo našega odloka v proračunu. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nabave, ki so pa večje od 100.000 evrov, pa potrdi občinski svet občine Kamnik. Tako da se za leto 2024 predvideva, da naj bi se odkupila še druga polovica objekta na Jelovškovi ulici 1, to je na Duplici, in sicer za potrebe delovanja PGD Duplica. Najbrž ste vsi seznanjeni, da PGD Duplica že kar nekaj časa se ukvarja s svojo prostorsko stisko. Nekako je bilo v igri vsa ta leta že kar nekaj lokacij, ampak nobena ni bila toliko realna, da bi se lahko že pogovarjali o nakupu. V letu 2023 smo kupili eno polovico te nepremičnine na Jelovškovi 1, zato ker je pač bila takrat na prodaj. Zdaj se pa dogovarjamo še za drugo polovico. Gre pa za nepremičnine 1401/3, 1401/16 in 1401/17. Gre za nepremičnine, ki se nahajajo med PGD Duplica in pa tistim zemljiščem, ki ga je PGD Duplica kupila ob cesti, da ga ima asfaltiranega za parkirišče. No. Hvala lepa. Hvala lepa, Maja. Odpiram razpravo. Delovna telesa, ne. Svetniške skupine, ne. Svetnice, svetniki. Ja, Robert Prosen, izvoli. Hvala še enkrat za besedo. Jaz bi samo poudaril, da podpiram ta predlog. Kot krajan Duplice poznam zelo velike težave gasilcev. Mi smo največja krajevna skupnost po številu prebivalcev in ta dom je, ne vem, moj strata ga je gradil, pa ga že dolgo več ni, tako da res z vsem veseljem in z vsem srcem podpiram ta predlog. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za 24, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.